Živ! Danes smo pa pogledali še eno zanimivo firmo, Samas, oziroma Polak pravi, da je to Samaš. Tlele pa vzorca raka sem, na Dolenjskem. Imamo pa, to se pravi, komplet sanejno linijo, tamle dole pa še malo komunalne. Bom pa jaz zdajle še kolege malo vprašal, da malo več povejo. Pa bomo kar začeli pri kosilnicah od štarta, ta prvo se kosi. Bom pa jaz zdajle malo vprašal, kakšen je sploh razpon pri Samaz. Anja, živ? Živja. Imamo kosilnice čelne za gorske traktorje, potem so disk kosilnice z vlečenim upetjem, fiksne, opcijsko-gnetilniki, potem zadnje bobnaste kosilnice, disk kosilnice, tudi opcijsko z gnetilnikom, tako da vsega je dosti. To se pravi, tam male do ta velike, tudi metuljčkov? Tudi metuljčki so tudi. To se pravi, danes bomo pa bolj tete najbolj zanimive pogledali. Danes bomo najbolj zanimive, najbolj prodajne na našem trgu. Pogrem pa jaz zdajle kar od tam male do ta velike. Kar šu, Alpina 261. Ta male gorske kosilnice, tale 260 cm delovna širina, 520 kg, to se pravi lažje izvedbe. Tale imamo gibeluga priklopa, fiksen upetje. Tale ima lightcut sistem grabena. Takole zgleda, 6 diskov, 2 noža na disk, pa tudi vsak disk je posebej varovan. To pa majhen kasneje povedal, ker baje imajo tlele en prerez grabena, tako da ti smo tudi še pogledali. Sam majhen še počakamo. Tlele zraven je pa škatlica za nože dodatna. Takole. Rezerva. Tako se zakosal tudi spodob, ima hitro menjavo nožev. Evo, pride ključ, za tem štiftam je še en tak zobek, to je pa zaradi varnosti, da ga ne odpikira, če slučajno kakšna roba pride not. Evo, takole, pa je. No, tale pa da je že malo večja izvedba, 3 metrska, XTF 302, fiksen upetje, tlele pridejo fedre, ki so pol pripeti na traktor, da jo malo gor drži. Pojmo še greben pogledat. Aja, težka pa 790 kg. Koliko se kosi ima tudi tale stranske zavisce. Evo, flitna dol pade, tle se jo pol še zapne, zaradi varnost, pa zaradi transporta, da ni preširok. Ko ima še flitne kabelčke tam lahko našvasane, da jo z viličarjem ali pa s čelem okoli nosiš malo lažje, podoriš. Takole se pa spet dvigne poj. Majster, da jo dzigna, da bomo bolj videla. No, tale ima pa daj perfect cut sistem grabena, to se pravi močnej, širi, bolj izvedba, tudi seveda posledično težja. Ima pa 7 diskov, ta zunanje 2 sta višja, s to da je robo not meče. Opcija je tudi zadnji tiste usmerjevalce gor natakniti. Vsak disk je posebej varovan spet, 2 noža na disk. Tako kot vse Samazove kosilnice ima tudi tale hitro menjavo. Serijsko pa pridejo zraven tudi takle drsnika, da je ščit, graben. Zdaj pa mislim, če imamo olov, da jo kaj še malo zavrtemo. Je pa tako, da dele malo na suh tole gledamo, pa smo pa tudi v travenk postopili. Tako da malo praktično prikažemo, kako to kosi. Da vidimo, koliko se tale kosa kaj tarina prilagaja. Tlele not ima bolcen, pa tistale federčke, da vidimo, dokam gre to. Moje, da je kar fajn, no, se kar fajn ziblje. No, dajmo pa še tole čelno pogledali. Pogremo pa malo na bočne, na to zadnje. V glavnem tle graben je isti, kot pri tisti prejšnjih sem kazal. Perfect cut, model je to KDF 340, to se pravi 3,40 m kosi. In disk več kot pri uni, 8 diskov ima. Največja razlika je vlečeno upetje. Pripeta je tako tudi na trikotnik, pa pri vseh Samazovih kosilnicah so tudi trikotnike zraven, v ceno vštet. Tole je okvir. Dvigne, pa so pa tele štange in zato je vlečena, ker je v bistvu tele štange tako rečeno vlečejo in se levš prilagaja terena, majhen bolj jo vijuga, ko ne ravnimo terena. Imaš pa tlele pa tudi tole štangco, to je pa za višino od kosa. Kakor tole prečko naštelaš naprej nazaj, da pa je tlele gledaš, koliko visok ti kosilnica kosi. 43 je širina, težka je pa približno tono 40. V glavnem tale upetje imaš ti na traktorja fiksen, rokam v traktorjem sta prvo hidravliko ni treba nič divati. Imaš pa eno lajtengo pripeto not za tele 2 cilindra. To pa poj kosilnico v bistvu spuščaš gor pa dol. Tudi na koncu obrača sam hidravličen ventil, odpiraš pa zapiraš. Tlele je tudi en varnosten kavelj oziroma kavelj za na cesto, da kosilnico zapreš, da te slučajno dol ne uide. Znaš, da pa mora biti, če pa jo malo dol spustil. Tole pa plava, tola. In pa tudi poj posledično več hoda, več prilagajana. No,
No evo, tale pa ima še tiste usmerjevalnike zadnji. Na vsak stran sta po dva plastična diska, pa se jih pa nastavlja, kakor čez, da širok robomeče. To je pa to, kar sem prej pravil, odprt grabina. Tole je light cut od gorske kosilnice, tole je pa perfect cut od teh hudih kosilnic. In razlike so to, da se že vidi tale bolj obavnten, močneje, večje, tale pa manj. In tele zobnika laufajo, čez cel grabin, takole so naložen, pa je pa disk gor nataknen. Tle je pa razlika, da so pač več zobnika, močnej zobnika naložen čez cel grabin, pa ima pa še disk, vsak svoj zobnik, pa je zraven prislonen. Močnej izvedba. Ima pa vsak disk tudi tele kajlce not, tako prtilimo grabine, kot prtimo, da ima varovane, vsak disk posebej. Če kaj odpika, tole dol butneš novo kajlo not, pa gremo dalje. Tako to deva. Da se pa dobiti tudi klasične kosilnice z light cut sistemom. To se pravi, niso samo gorske. Pa je takale majhen lažji pride. No, da smo pa še pri bočnih kosilnicah, pri zadnjih. Dobi se spet z light cutom, s perfect cutom, več varianti, več širin. Dele imamo tole sambo tle zadnji, 2,80 m. Cerada se odpira spredi, zadnji, ni da ni. Dele imamo tole odprlo, da bomo lažje predignili. Tole sofna. V glavnem, klasičen grabin. Tudi kola zadnji se fletno odpre. To je dobro pol, kaj jo puca. Spredi, zadnji posod se odpre, imaš kuj uprano. Tale je stransko opeta, dobi se pa tudi sredinsko opeta. Tam, ko gre roka na sredo kosilnice. Kosilnica je tudi varovana, ne vem, če kakšen štor zadaneš, da jo fletno odpre nazaj. Posod se kardana zraven, vaga pa 505 kg. Tle imaš eno zanimivost, tole ketno, da nastaviš v bistvu višino te zadnjih rok, pa ne rabiš hidravlike nič več drmati. Pa je to fletno luft dvigne, drugače pa tudi notka so jarmena, bo kaj tudi živo majo kosil, če pa bo treba. Zdaj pa da je še una čista klasična izvedba, na boben. Dobijo se pa širine, to se pravi od 1,65 m pa do 2,10 m. To je ta največja izvedba, 560 kg vaha. Evo, takole dva bobna. 4 nože na boben, imajo pa lih tako hitro manavo s ključem. Evo, tle pa še ima več različnih širin, malo zaloge. Vse sorte se dobi, malo je na zalog, malo pa na naročilu. Če v kakšen kakaj zanimal, se kar na vzorce raka obrnite, bom tudi na koncu videa podatke pa spodaj v opisu. Zdaj pa mislim, da smo kose predevali, no, se že cajta snimamo, zdaj pa imamo pa na zgrabljalnike malo, pa naprej. Dajmo te prvo tega pogledati, ta je malo drugačen. Twisty 600, 6 metrov je skupna delovna širina, sredinski zgrabek, letna se gor zapira, pa tako okoli se vrti. Vsega ima tudi zavrt lepoj. Grabelce ima 2, 4, 5 telah riž, pa so pa grabelce, ki skupaj grabijo. Baje, da to ni slaba zadeva, no, tako sem slišal, nisem še deval s tem, ampak baje, da je kar dobra. Tle spredi taca, pa ki to odpenaš, je pa tudi opcija, zdaj načelno mu pripet, oziroma spredi. Pokaj pa tole dol vzameš, pa priklop sem obesiš, pa ga imaš zadnji. Je pa tako, da to nima kardana, deva na hidromotor. Imaš dve opcije, vkaz računalnika, da šaltaš, pač da zaženeš hidromotor, pa da gor pa dol daješ, ali pa pač, da imaš dva para ventilov, koliko ima tale, pa to funkcionira. Zdaj zadnji so pa tele kolesa kopirne, štelaš tudi višino, grabljena, koliko visok zadeva grab, skala je zraven, na vsak strani tudi hidromotor, da tele zadevce žene, pa tako sem rekel, dva hidravlična para rabaš, ene za hidromotor, da vrti, ta drug pa za gor dol. Najbolj da ga malo skupaj zložimo, pa da zavrtemo, da vidimo, kako to deva. Je pa še en bolj klasičen, na rotor, zgrabljalnik, 4,10 m je tale delovna širina, vse pa dobi poj, tudi pravijo, da imajo kače, dvojne, matulčke, ni da ni. Ampak da lahko tatlejmo tega malo na hitre pogleda, se ne bomo komplicirati, to je že znana zadeva. Tale je nošeno petje, dobi se pa tudi možena zadeva, da vkaz tam malo traktorjem divaš. Če zaforo na roko gor nataknem, kola so. To je zanimiv, da narediš plinte, da ima močnej narejen, da ni vse kuj zluhtan. Poj rotor je v olu, tandem podvozje, grabljene se pač štela tlele, enostavno, kot tudi s traktorja. Klasično se tudi zavija, to se pravi gibljiv petje. Koliko pa je teža? Kje pa jem najdu dole? Tlela, 590 kg je. Tale še tista varnostna zadeva, s tem jo tudi zablokira in enostavno tega v luft. Pa se pa že vrti.
Glavno simpel ka pimpel. Zdaj smo mi že skozi celo seneno linijo pogledali, dim pajkov pa še nisem kit najdel. Ja, se dobijo z vlečenim upetjem, z nošenim upetjem, tam od širine 4,70 naprej. To se pravi, paj, pokrivate vse. Vse. Od bilke do zgrabka, kako pravijo. Tako, tako. Zdaj ima povej, vidim tele škarje, kaj pa se to, kaj dobi poj vse? Delovna roka Fisher, se pravi, sama roka se da posebej dobiti, pol imaš pa priključke, se pravi, delovne škarje, širine 150, širine 2 metra, tako da potem pa zraven sebe imaš pa še cirkular glavo, se pravi, imaš 190, lahko imaš večjo, potem imaš še taj na 3 glave, onaj na 4, 2 metra pa pol, se priklop gor in delaš. To se pravi, onaj bolj za ta debele rči, taj pa ima bolj za finese, mislim za finese. Ta je za tam do 10 cm premera, kar imaš večje, menjaš in A, za 10 pa gre? Do 10 gre brez problema. No pa že kar ta, že kar fajna. A bomo to tudi kaj probali? Bomo. To bomo deli. Evo, bomo probali še malo praktično, da ne bomo sam na suhu prazno govorili. Zdaj malo tole imajo rezali. Vidim, da pluge imate tudi za sneg plužiti. Tudi imamo od najmanjšega, se pravi model City za manjše traktorje, potem je model PSV s potisno silo do 6 ton pred sabo in pa model Alps potisna sila do 12 ton pred sabo. So drugače kar popularne te sama za opluk, a ne? So, zbiraš guma Hardox, dodatno še kolesa, lahko tudi drsnik, potem priklop, če nimaš čelne hidravlike, kakšen koli nakladaček, vse se zrihta. No vidiš, orenk ponudba. Seveda.